že tako toliko tega, kot imata vsa ta organizacija. Mislim, kdo pri vas to organizacijo fura? Ja, malo, mislim. Jaz malo časa zakomadiram, pa se kaj res kuram. Dobro, to poznamo. To poznamo, ja. Mislim, drugače pa vsak po svojem malo, mislim. Veš kaj, midva so v bistvu pred, 2-3 leti sva rekla, ok, zdaj imamo pa vsak podobne, mislim, svoje segmente, ker prej so bila res vse, kar je prišla Katarina, smo pa malo razdelila, ne. Ne vem, jaz sem recimo prevoze, pohodništvo, Triglave, pač določene stvari. Pa sem imela pisarno, sem bila vodja pisarne takrat, preden je prišla pač Katarina, ne. Sem imela Grega je imel gorsko vodništvo, pa vodništvo, pa ne vem, kaj je bilo še takrat. A pa zdaj imam gorsko kolesarjenje? Pa kolesarjenje, pa to, a veš, ker to, zdaj smo začeli tako delati, da če kliče pač kakšen gost, rečemo, prosim, pošelj mail temu, ali pa pošelj na info, ali pa pošelj to, ker dejansko, jaz ne vem več, koliko ima cene Grega, on ne ve, koliko imam jaz, kdo se s kom kaj men in je samo še strogo, sam zmeda in smo mogli tako iti na to varianto. Do tega je pač prevedel. Prej se je bila pa res obaza vse, pa to so bili telefoni non-stop, ne. In tudi na počitnice smo nehali hoditi, ko je bil Tomaž star, se pravi, to velik, mislim, da 2 ali 3 leta, pa Miha 1 let, polet. Ja. Ker je bilo, takrat se je glih začel, pa prvi telefončki pametnik, itak nič ni bilo tam gor, nič nisi videl, pa to so klicali za prevoze, pa organizacija, pa domov klicati, pa mami, pa ati, a ne tako. Pa smo začeli najhujši sezoni nismo hodili. No, sej, polet, sred poletja, julija, a ne, smo šli dostkrat. Začetek počitnic. Ja, zdaj hodimo pač začetek počitnic z otroci, pa zadnji teden avgusta, ja, tako. Vmes pač so otroci so šli, pa ata, pa mama, pa malo na morje, pa tako. Dejansko imamo pa te velike počitnice druga polovica oktobra, ja. Zdaj se spet pač, ta zadnje smo malo prilagodili zaradi tega, ker je Tomaž v srednjo šolo. Pa je mu res zadnji teden ful testov, tako da smo mi šli naprej z onim dvema, prav z Mihom pa z Rožletom smo šli naprej, pa je prišel pa Tomaž za nami. Prvič po dolgem cajtu naredili, da nismo šli tako, ker zdaj smo zmeraj hodili, da ta naš kombi kao pretvorimo v kemperčka, ki je pač ta basic kemperček, pa smo šli za 20 dni, ne vem, ali Španija ali Grčija, podobne zadeve. Ja, in da spite v njemu vseh 5. Prvi še po jadranskih otokah. Ja, sej v bistvu na začetku smo tako spali, da če je v bistvu takole kombi, da smo spali po počesja, ker so bili toliko majhnih, se je dali, pa ta velik kombi, ne. Ker so pa enkrat toliko zrasli, smo pa na vrh kombija dali, še strešno pustilo. Tako da je na vrh 130 recimo. Sam to in kap dela, to je pač skoraj en dan dela, da ti kombi prištimaš in pol zdaj hoditi to za 5 dni nekam, se ti nas plačam, pa smo rekli tam, saj za 14 dni. Moramo že toliko delati s kombijem. Zdaj pa to med polet ne moreš, ker kombi rabe za prevoze pa za del. To, kar ste glih v tele počitnice vaše omenila, pa z otroci, tako na Instagramu to vse zgleda, tam malo, ne vem, koliko je zdaj Rožle star, to že, kaj? 9 je bil. To že tam turno, gor, dol, kolesarje, vse to. Kako to zmotiviraš? Ni fake. Kaj? Pa ni, oni s tem rasejo, veš, Ne, rasejo, pa tudi tako, veš, se v bistvu po mojem je mene, ali pa dobro, mogoče oba kdaj presenetila, veš, ta sreden Miha je tak čist divji mountain biker, njemu je to the best in je tako po Gregu, on spusti, skače in on gre kar sam, se zdaj že to ful dobro, da gre kar sam na bicikl, vzame kolo, pa pač jaz grem kje gor, ne vem, za bajto, pač nekam gre, recimo, Ta malo je zanjič me klical, glih dol, ko smo bili zdajle v Črn gor, prav, mami, jaz bi šel s kolesem. Sem rekel, to je nekaj, zdaj še čist deponiran, ko se ti zdaj dokopal, veš, kakšen bo kolo, bo slan. Prav, Miha, ne, zdaj ne, bomo kaj drugega, pa so šli pešpol, že tako. Tako da tudi to, ko gremo, ali pa smučati. Jih ne treba siliti. Ja, doskrat ne, bili 90% ne. Mislim, ne vem, en tak, ne vem, na pedagoški igriv način smo šli skozi to, da me, mislim, tako, da je bil nek ekstremen opiranje, ne, sej tudi daj, so rekli, pač tako ne gremo, ampak smo šli, zdaj mi pa to tako pod kožo zrasel, da mi je dejansko fajn, tako, in predvsem se mi zdi, da Rožletu, ko se še malo
zdaj oni dva ste se sicer tudi med sabo skozi malo primerjali, ampak se mi zdi, da se Rožle hoče še mu bolj, pa še mu bolj hoče posnemati in ga še to mu bolj mogoče žene naprej. Sploh, ja. Ja, ker recimo, ne vemo, dobro, tudi ni bilo v bistvu možnosti, zaradi tega, ker, ne vem, takrat ste bila ta stara dva toliko stara, da sta kolesarila, nismo še toliko poudarka dali recimo na mountain bike. Zdaj sta bolj dva zarasla in zdaj tiste ceste, pa tisti makadami na koncu tudi meni malo dolg so ratali, in pač pol ta mountain bike in je tudi zdaj kaj tam malo, mislim, toliko pač mehen, kaj je, sicer zdaj že 9 let stane, smo ga toliko not potegnili, da se on v bistvu res mislim, to niso neki težki traili, ampak tako, pač oni dva se nista pri teh letih nikoli recimo vozila po takih trailih, so to bolj flow traili, mogoče do dvojke, kakor se pa zdaj Rožle, recimo. Je pa tudi res, da niste imeli v bistvu taga kolesa. Tako da pol v bistvu tako malo mislim, moraš tako v bistvu prilagajati stvari, da sem zanimiv na koncu. Ker če bi zdaj, ne vem, v bistvu gledal tako na ta familiaren stil, ne vem, športa, kakor je bil, ne vem, pri ta starih dveh, bi bil zdaj ta stara dvema ful nezanimiv. Dolg čas, ja. In mogoče celo, zdaj že tudi tam imamo, no, če bi zdaj tam malo ga nagnal, ne vem, 30 km po cesti, mu zihar ne bilo več fajn. Ja, da bi rekli, pojmo sam do Kranjske gore. Ne, to še, ampak tako, da bi zdaj, ne vem, da potovanje po Sloveniji sam še po cesti. Ja, po cesti, ja. Smo pa prilagajali, veš, dobro na začetku itak, da smo prilagajali, pa sem jaz imela, ne vem, e-bike, pa smo dala, veš, gor sedež, ko smo šli kolesariti v Dragatuš, tam konc Bela krajina dol, pa ne vem. Ja, to je vse bolj, to ste bila v bistvu ta stara dva, ki ste kolesarila sam tako, makadam pa cesta. Pač ja, pa si pa to začel pač razvijati, ja, malo bolj. Pa smo bili pa enkrat, ki smo že bili v Dolomitah, ki smo videli, veš, ono gumico. To je, da tam malo ga, mislim, tak je. Taka gumica, ki pretneš shotgun se reče, ja. Na stol, mislim, na balancu tam malo ga, pa na tvoj stol, tako da se v bistvu razteguje, da štrak ti tak pride pod kolo, ta se pa tako skupaj da ohranja distanco, da ne pride pod kolo. V bistvu pol sem jaz to zaradi tega vzel, da lahko naredimo, ne vem, spet s starim dvema turo nekam v klanc, dol se pa že tam malo pele. Ja, ker mi to so bile spodje v parkcu. Ker sem jaz v bistvu vlekel, tam malo. Mislim, ja, zdaj tam, ampak zdaj tudi, mi smo recimo lani naredili to Trans Slovenijo, ki je bilo 280 km, recimo, 5 dni, 280 km, skoraj 6000 višincev. Vsej, to je fascinantno, ne se živa so oprne in rekla, da ona z nami s kolesom ne gre manj več. Ampak je bilo to, mislim, je bilo mogoče spet bolj narejeno za te stare dva, ampak v bistvu so bili pač te traili, pa te pač makadami ali pa mogoče bolj kolovozi v bistvu relativno toliko lahki, da je tudi tam malo v bistvu vse. In dva ni mogono, pa je šel okol. Drugače bi bilo itak kul, ker on se pač, recimo, ajde, če pol ture naredil sam, pol sem ga pa jaz vlekel. Pa smo pa to gumico isto začeli uporabljati. On recimo, ne vem, 140 km ostalo je pa z mano naredil na gumic. Kako ta gumica, kaj ste začeli uporabljati v hribih? Je tudi za turno smuko. Za turno smuko, ja. Prej imel on, pač mi smo kupili ta shotgun gumico, smo kupili najprej a priori za bicikl, za kolo, zaradi tega, ker prej smo imeli navaden štrikac in je bilo to mišljeno tako, kakor pač se je zapletal noter v kolo. Pa so bila pa mi dva en dan v Dolomitah smo bili, pa so bila en dan spodaj v enem otroškem mountain parku, mountain bike parkcu, in je to delo, tam malo skakal, čisti je bil divji, in pa je vidva tam enega s to gumico, pa ta drugega s to gumico, ki je imel pač neke otroke in ta prav, daj poglej, on je bil pa z številkam dvema na nekem trailu hudem, pridi dol, prav, daj poglej, pa v bistvu mi, ko smo prišli domov, smo mi to gumico imeli že doma. Hkrati pa isto zimo ali pa eno zimo prej je pa doma naredil kakor en T-bar, se pravi po slovensko vlečenco. Ja, sidro. Sidro, tako, hvala. Prost. No in ti sidrček je uporabljal za prve turne smuke, da ga je pač potegnil gor, dal je med noge, tam malo podritko, pa mu je pomagal, zato da smo šli, pa smo šli na Falkert, pa pač take lahke. Ne, to ne, mislim, najprej smo tako začeli Tamar, pa gor. Počas, ja. Mislim, prvič za bajtom imel res tako srečo, da takrat, ki sneg pade,
če pade v moj stresnik, da ga imaš, mi gremo pač sam zbajte na travank, pa je sicer travank, ampak imaš tam res idealne terene. Tako in v bistvu se tam začelo. V bistvu v tem kontekstu, da pa takrat med korono, ko žičnica recimo ni delala, sem jaz se pol, ne vem, pripel na ta sidrček oziroma pa čez rame, pa veliko gor, zaradi tega, ker v bistvu je bil on pač smučati znal, ker je bilo to že 4-5 let, sam pač turnih smuči ni v bistvu takih, še. In zato sem jaz v bistvu ta sidrček. Ja, pa dol je pa kaj pol? Tam ni bilo steptan. Ne, dol se pa sam pelal, ja. Mislim, počasi se smučate, ne vem, recimo, če je 5 let star, ne, pa si tudi zabaj, ali se tu ga napade, ne vem, po metra. Ok, ga je med koronskim cajtom padel po metra, sam tudi vmes je toliko prišlo, da je bil skoraj živ betona, pa se s tem lahko pelal. Zdaj, recimo, ne vem, na Zakija dol itak trakira, pa je v bistvu zvožena proga, ali pa ne vem, tako smo šli pol na Dobrač, je tudi take fore, tako da to je od začetka pač tako prilagojeno. Pa tudi s tem, ko smo bili v Innercremsu, recimo 2 let nazaj, se pravi, kaj je to, 23 je bil on star 6 let, 6 let je bil še v bistvu tist let, to je bilo tako, tist let je bil v bistvu v Innercremsu, ko smo bili 3 dni, se je vlekel še z gumit, mislim na sidrček, ker pač še ni bilo, ker še ni bilo v bistvu turnih smuči. No, pa so pa v bistvu ist letu je lano naredili to 80 široko smučko in 120, najmanjša je bila 120, in imel on pikico, mu je bila prevelika, ampak je bila lahka, pa tudi okolje so naredili, da je do 50 kg. In takrat sem jaz pač te Melani, ki je bila še v lani, rekel, da je Melana, a lahko za našega tam malega enodilco, no, pa so jo pač dali za ston, pač z okoljem, pa s psi, kompletno, in v bistvu 23, preden smo šli v Črnogoro mi, je v bistvu on dobil to turno smučarsko dilo in tudi pač smo kupili pol turno smučarski pancer, ker pri starih dveh je bilo tako, smo kupili te, ki so bile 86 široke dile, ki jih prej še niso delali teh 80 lahkah, ripstick tur, pa 138 ste imeli tudi oba prevelike, pa ta Mark Arturukov je, ki je do 120 kg, ki je v bistvu bil še celo malo prenavaren za to težo, ampak pač druga ni bilo, pa ta stara dva ste imeli celo alpske pancere, recimo, ne vem, ko ste šli one dva na Dolško babo, ste šli v alpskih pancerjih, pa na koncu sicer tudi na Dilanka niso bile tako lahke, to je res težko bilo. To je težko, Pa je bilo Miha star 8 let, recimo. 8 pa 10, kad ste bila. Za koliko mehne imajo zdaj pol to opremo? 120 cm, recimo, to je pol 8 let, 7-8 let. Ne vem, zdaj ima, Rožle ima že od 6 let naprej 120 cm. On raste z njimi zdaj. Zdaj bo ta zabiro. Zdaj so mu premehne. Zdaj se jih malo potignil. Pri 6 letih, ko smo bili v Črni Gori, tako smo bili zdaj s to grupo, je pa on tudi pač začel hoditi v bistvu sam. Prej sem ga jaz pač vlekel na on sidrček, ki je pa pač hodil sam, oziroma pač pol je to eno tretjino recimo tule naredil sam, eno tretjino itak imel pas zgora na plezalem, pa jaz plezalem pas, pa to gumico, ki se prpne. Tako da, ne vem, 2/3 sem ga pa jaz recimo vlekel. Tomaž, Miha pa Rožle, ne? Kjer od teh treh bo prevzel KF? Mogoče Miha. Miha? Ta sreden, ker ni bil divji. Ja, ta ima največ potencijala. No, pa še nisem. Potencijala za to, verjetno. Vsi potencijali sem. Ja, tako. Težko je karkoli reči, veš. Miha ima tak karakter, da bi kaj poservisiral, da bi kaj tako bicikle, pa tako v to smer, pa kakšno smučarijo učil, Sem pač glede energijo. Tako na energijo, Tomaž sem zdi, da bolj neke take, pravniške, profesorske, še take vode bi lahko zaplaval. Tomaž, lahko tudi, ne vem, arhitekt, mislim, ne veš nikoli, čeprav pač ne kaže nekih znakov lepega risanja, ampak se... Tehnično se zelo... Ja, težko to, da bi tako, Težko karkoli rečeš, mislim tako. Ne, seveda, se ne mislim tako, ampak tako sem mislil, glih. Pač Drugač pa tako stari še težko. Ampak če bi zdaj tako s prvi rekel Miha. Miha, ker tudi tako, ko malo pomagajo na teh smučarskih tečajih, pa to recimo... No, se to me zanima, že kaj pomagajo pri čem, kar imate? Jaz sem jih že kar 2 let nazaj, ko sta rekla, da ona dva pa zdaj res ne bi več hodila na tečaj, ker prej sta bila pač na vseh snežkotih ali pa na božičnih tečajih, zato da so bili pač prvič z nami, pa da so se na koncu preživeli lepo teden, pa so se kaj naučili. V glavnem zdaj ta velika dva pomagata v narekovajih.
To pomeni, da pomagate malo postavljati, da pridete za malco, da pač spodaj meni nosta stvari. Zdaj sta postavljala letos, ko imamo v petkih, pač zadnji dan imamo zaključno tekmo sta. Ona da postavlja progo tako. Se pravi, zares pomagate? Ja, seveda. Tako v narekovajih. Ne, tako sta začela, ne, ko sta v bistvu 2 leti nazaj začela, je to bilo bolj tako, da je malo navajanje. Ja, je bilo več dela, pa pej to, ampak vseeno, veš. Mečkaj tako in sta se letos rekla, ne, jaz bom 2 dni, jaz bi bil 3 dni, tako. Pa sta mogla biti pa en dan doma, kaj je bil dež, ne. Ja, v sredo. Letos, ja. Ta malo je že rekel, Rožle je že rekel, jaz znam več hodil na te tečaje, jaz hočem tole delati, pa čaj deliti, veš, pride, to je vas pomemben, ki je prišel pomagati, pa čaj deliti, jaz tako, ne, ti už pa še mogo, kaj še tečajček da čise, ne. Drugač pa tako, za Tomaža malo planiramo, zdaj da pomagamo malo kakšne kolesa pucati, pa v pisarni poletka. Po študentski del. Dijaško, zdaj že lahko, pa kakšno opremo oddati, pa tako, da vse en... Da bo tudi manj not. Seveda, Da vama note nobenega več zaposlovati, že prihajajo stav. Ja, čeprav je mogoče tudi fajn, da ni zdaj strogo skozi samo pri nas, da dobi tudi kje, veš, v bistvu bi bilo fajn, drugo izkušnjo, ker to imaš prav, jaz bi tudi kje drugje, če kdaj kaj probo, smo rekli, dober, zdaj začel boš pač malo pri nas, ker lahko tudi prilagajaš malo urnik, pa to, pa bo že fajn, da, Ja, da ni skozi ta, mislim, pa se ni nek pressing, ampak tako da se ne počuti, da zdaj mora pa sam kle delati, veš, je pa tudi prav, da kaj drugega proba, če pa hoče iti pač v gostinstvo, ne gre pa v gostinstvo, recimo, ne proba, recimo Miha prav, jaz bom par Ato Jožo kosil, sem rekla, Ata, ne še prodati kosilence, prosim. On si to zapičil, da on bo lahko. On bi kosil na traktorčko. Sam nisem traktorček. To sem videl, vsi pomagajo tudi, ker vi se ful angažirate, ker te ferate rihtate, pa to, pa pa tretke objavite. In to tudi otroci delajo. Jaz sem se Grega spomnil, da je treba kaj pokositi tam po vas, pa mi kar gremo. Ne, vse bolj v kontekstu turističnega društva, tako, zato se tam pač zavrjati neki te otočki, ki so te smerne table gor, pa te počevališča, pa ne vem, pa se pa jaz pelem, pa sicer najbrž bo to pokušeno čez 14 dni, ali pa ne vem, ali bo kdaj, ali bo. Pa koncajt, pa se mi gremo kar malo, pa pokosimo. Pa se s temu jim daš itak fulno, mogoče zdaj le malo tisto, ali se pa za kva moramo spet to delati, pa za kva moramo zaiti, ampak jaz mislim, da jim to zmer prav pride. A veš, neke delovne navade. Ja. Čisto sigurno. A veš, ni nič narobe s tem. Priden so ful, če malo primerjam, ne vem, njihove so vrstnike, a veš, on mu rečeš, kako lahko zdiš pri teh smetih zraven, vse naš vidijo, te smeti pa jih poberejo, pa dajo v koš, mislim tako. Mislim, čisto idealne niso. Ne, itak da niso. Na miske ostane kakšne. Da se moral gregati rešati, ker je kaj že pravo, ker v necote ostanejo, pa ti. Ja, zato ker tako rečem, da me to v svoj sob, pa tam odlagajo na kavč, kaj je najlažje, zato ker soba na vrh gore, pa se to kar kopič, pa bijo takole. Se tam poberem. Ja, se tudi nazeli smo bili cel teden, nas ni bilo, pa mi je bila pač ena flaša od takrat, ko smo mi bili, tudi ne nesejo v klet, recimo, ali pa ne nesejo ven, recimo. To se pa nas isto zgodi, tako lahko ten teden ni, pa priješ, glih zdaj sem hotel, ali pa hotel, glih zdaj pojmo te, pred teden, glih zdaj sem hotel še to pospraviti. Ker je logično, pa se je pravno, vse smo bili vsi taki. Kje, mi smo bili čisto kaj. Še zmer so samo otroci. Ja. A se mogoče malo preveč pričakujemo. Zdaj me je od tega, ampak, ko smo na otroke prišli, ampak vse me pa tole res, tako, ker se včasih vprašam, kaj organizirate pa ta dogodek, pa dogodek. Prvič, treba je en generalen program sestaviti. Pol pa, ko to sestavita, si predstavljam, pa se pa vse mene, pa je sneg, pa ni sneg, pa je to, pa je pa je dež, pa to, pa en odpove, pa en... Kar se mi zdi pa še najbolj, jaz drugih aktivnosti ne znam komentirati, ampak tudi kako všacati, da je nekdo pripravljen za nekaj tazga, ki se prijava. Ajde, če je to individualna tura, pač vidiš, koliko zmore, pa greš z njim. Ampak tlele, recimo, ker sem se jaz prijavil na Triglavsko, kaj če ne bi mogel.
bi vstal tam med uno kočo pri Triglavskih jezerih, pa prehodavci, tam kupček, ki ste rekel za unim, pa jih je bilo še milijon. 1, 2. Ne, to... Jaz mislim, da je vsak človek pri sebi toliko racionalen, recimo, da zna preceniti, kva bi glede na svoje sposobnosti lahko naredil. Sam jaz nisem pojma, kako izgleda to. Ne, se vem, da ne, ampak mislim, vse tudi ti že nekaj naredil z nami, no. Če ne drugače, saj je tisto dnevne turne smuka, vedel si, kako turna smuka izgleda, pol pač približno veš, recimo, če 7 ur, kva tih 7 ur približno pomeni, je pa res, da mogoče si čisto jasno ne znaš predstavljati, kako to izgleda 3 dni zapored. Zdaj pa, mislim, tako, da se je zgodil primer še, da bi nekdo omagal na Triglavsko magistralo, še ni. Še ni, ker se pol zmer vidi, mislim, se tudi v bistvu, dobro, zdaj ti ekstremno etapo ne moreš spremljati, ampak saj drugo etapo, tudi prvo etapo lahko malo prilagodiš v bistvu glede na skupino, če bi videl, da je en izredno slab, na koncu, ne vem, če se tam pa pojavi neka huda zadeva, se še zmer tega človeka lahko skozi komne dol sprav, pač ga nekdo pride iskat. Mislim, se pač zgodilo tudi že, da je en malo kolin našponil. Ja, to vem, se je bilo pa takrat, ko smo bili v te druge, ki smo te pol tam čakali, pa je en... Je dokom ne zdržal, pa je pol smo rešili tako. Nekaj pa je tiska, ki smo mi v gozdu čakali, ki si šel z enimi nazaj, ki je tudi našponil, eno korenino. To je pa una, ko sem jaz prišla nazaj skrat, ko je na začetku, Ko je na začetku, ja, ti si bil res tako smotno slučaj. Ampak dobro, to ide zgoda, to pač ni veš kaj, to se zgodi. Mislim, to je bilo tam, ko smo štartali, pa ko je malo prečko in potem je bilo 2 zavojčka, pa trdo je bilo in je... Pa enemu zavoju, pač vzela in je padla na ramo in je... pa smo šli... Ja, to ne moreš predvideti, ampak tako se mi zdi pa res rilski mater. Ne, se pol je tudi tako, pa če kjer mu zdi tako, grdo rečen gusti, pa imaš pol tam na itak, imaš ti, ne vem, mislim peka, pač imaš ti magnezije, imaš še kakšno izotonično pijačo, pomagaš na ta način, tako da... Ampak ne vem, tako ni bilo primera. Pa če je bil primer tak, da je pod hribercem tudi uni kolen našponil, pa je pač mogel sicer helikopter prijeti. Zdaj, preden greš pa na turo, tako si rekel, da se za nekaj odločaš. Ne vem, pa se imaš ti tudi, mislim, na vseh programih je malo napisan tiste posebne zahteve. Mislim, pa pač tako, piše v prijavnici, da ti sporočiš te vzpone, kjer smo pa pač na podlagi tega tudi v bistvu precej našponili. Ali pa, ne vem, jaz smo napisan, recimo za trekkinge, bod pripravljen hodati 7 do 8 ur, pa da imaš nahrbtnik na sebi težek vsaj 12 kg, recimo. Mislim, tako, v tem stilu, pa kliče kakšna zaskrbljena, jaz sem pa prehodila, to pa to v redu je. Mislim, tako, ali pa če pa kakšna reče, jaz pa to ne vem, ste blažji tam, ste bližji tam, kakorkoli, ne. Ja, to ni glih čisto za začetnike, pejte rajš tja, pa ga v bistvu smeriš na neko lažjo turo, tako. Pač nekaj za začetnike, nekaj pa za... Se pravi, naredite malo tega. Backchecka. Ni tako moč. Vse najbolj zoprne so res te ture, ki so pol mal out of civilization. So več dnevne pa tako. Tiske, ne vem, tako ki Senje, pa tako ki Črna Gora, ti prideš nazaj v bajto. Prideš nazaj, pa si lahko naslednji dan vzameš... Mislim, tam tudi res dejansko turo lahko prej zaključiš, pa prideš. Pa od bajte do bajte, kam moraš pa, mislim... Tisti pa moraš prideti, ne? Se pravi, tisti pa moraš, to je. Mislim, se pa pač res, pozna, se nabere, pač ta splošna utrujenost na koncu, smo več ali manj prištimani bolj za enodnevne ture, pa se tam pol dobro doma generiraš, pa dobro ne spiš. Ja, tle pa še dvakrat. Je to velika, ka pa pol, ko v bivaku spiš, pa mogoče tako, ki prva stod veter pihal, pa mu bolj hladno je bilo, pa mogoče malo slabši, mislim, čeprav se načeloma zavesti dost, ampak pač ni tako, kot doma. Pa prej pol ostaneš, pa tako, pa hladno je. Mislim, te detajlčki pol mogoče prepomorejo k temu, da... Kakšen dan imaš slabš dan, ne vem... Splošno utrujenost naslednji dan še malo večje, kaj bo prišel. Ta splošno utrujenost se nabere, vidi na tej... Ampak 3 dni človek zdrži, take stvari, tako, če gre vse po planu, ne vem, recimo pri smučanju ali pa pri hoji, če gre vse po planu, zdržimo. No, se tako, jaz sem za Triglav... železno rezervo, 2 čokoladice še več, pa kakšen magnezij, pač daš, mislim, tako, Ne, več države, če pride do kakšne poškodbe. Edin to je pol. Tako ni druga, kada pomagaš po najboljših močeh, če tako pa GRS se druge ni. Jaz, ko sem bil prvič na te Triglavski, to sem rekel, to je
zgoren limit za me, ker sem pripravljen prostovoljno se imati. Ja. A vidiš, in si se samo odločil, veš, to je moj zgoren limit. Se pravi, približno. To ne, da ne bi mogel več, ne, če bi šlo za življenje, sproti, že bi pač še stisnil. Ja, tako pač na nekem kontekstu življenja. Dosti pa dostane. Ja. Sploh kaj, tam čez, pol pa prodradovni, tista zadnji čez. Kaj se je to vlekel? Bohinjska vraca. Bohinjska vraca. Eto, zdaj že to zmatram, da je... Ja, pa še tam sonce pol posija, neki lep dan je, sonček not, pa te v sonce malo bije. Potem pa lahko še, če v bistvu cesta do parkirišča ni prevozna, še v bistvu te zanj delka moraš pa v bistvu poteči dol do... Jaz si mislimo, da smo mogli. Pa smo prišli eno uro tizga. Ja. Do radov ne priješ. Tisti je pa tako hujš psihološko te. Ta etapa res, mislim, ta je taka brutalna pol na koncu. Če pač moraš ti še poskejtati do Kurje vasi dole. Kaj ne? Mislim, če moraš še poteči v bistvu. Smučak, da moraš priti, da ne more pač, da vas ne moramo priti iskati čist. Ja, čist pot. Ne gre. Tu cesta je zdaj toliko razrita, da... Ne, zdaj gre. Ja ne, tam po sredina, veš, kaj je blad pa to. Sem nazanč. Do Kovinarske gre, ne? Ja. No, vse dost. Ja, zdaj bo sneš na 4 km, zdaj ne bo snega. Na Jurje pa pol. Kako ne? Mislim, sneg bo, mogoče so petek po noč, da so spustili na Jurje. Ne, da bo spet cesta zasnežena. Ja, zdaj bo kar, mislim, zdaj bomo mogli eno magistralo, mislim, da eno smo že predstavili, kaj prejšnji vikend, kaj je snežil, pa slepo vreme, ne, zdaj tak je bil. Zdaj, ko imamo eno napovedano, bomo mogli še enkrat predstaviti, mislim, noro. A ja, sploh še ni bilo letos magistrale? Ne, mogla biti od 28.2. do 2.3. Ja, se to mi je rekla, kjer je bila zdaj z nami, ker bi morali Karla, meni se zdi. Karla lahko tudi, da. Ne, Karla ni bila planirana za magistralo. Je bila, pa ste pa prestali, pa je morala odpovedati, ampak ne vem, pa ste... Ne, ona je bila planirana za Nogberge. Točno Nogberge. Za Nogberge, ja. Pa v ta termin, ki je bil v bistvu med počitnicami, ni mogla. Se tisti sem dejansko jaz zafrknil, ko sem postavil termine, ki mi je čisto kapalo, da je počitniški vikend. Tako da, če bi ga enega zamaknili, bi pa... Ja, ampak smo pol mogli prestaviti, ja. Ja, mislim, ki so bili že, ki je bila rezervirana bajta, pa ni bilo še čisto puhan termin, pa je bilo lažje, tako organizacijske. Se pa to poznajo, v bistvu, za Slovence, če so take termini, ki so med počitnicami pol težje prodati. Se to je mene tudi, takrat, ker ste še 2 dodatna razpisali, sem hitro, takoj na 2 skočil, pa tudi nisem pojma, da so en počitnice, takrat sem rekel, pol to moram pa... 26. Vsaj takrat ga ste malo. Ja. Pa smo šla pol gor na sonco in je bilo prav fajn. Ja, padal je vsako noč malo sneg in so šla lepo po celem lušten. Ama turno opremo? Veš kaj, jaz sem imel takrat, ker sem zase, sem imel za Alenko kupil. Komplet. Pa Alenka mi zdaj malo štrajk udarila, ampak je pa ta mala toliko velika, idealno. Tako da je top. Enkrat sem oba in Žana in njo še tam spustil, da ste šli v Mojstrno. Pa že 2 let nazaj smo bili tam v Bohinju, smo malo na Sorcu, takrat je bilo tako, enkrat do gore je bilo že to ful. Tako da letos ni mogla verjeti. To je bil takrat problem, a ne? Ki so šla zek. Pa še tamle, a veš, ko pri Sorci, če gledaš gor, čista desen del smučišča ni delal, ne? Se je krasno dal iti. Pa tiste gli fajn. Ja, super. Res dobro. Sem mislil, da bi še pred Božico, ker cesta je bila toliko svežga, lušen sneg. Če se bo res poklopil... Zato sem sprašal, kako otroke zmotivirajo. Ne, pa zavohajo, veš, se ta motivacija je tako, ko so to knota, veš, tudi tako, ko pač nam rata dobro, ne vem, smučati ali potem v spomladanskem snegu, ne vem, veselček, firen, kakorkoli, srenc. Ali pa po pršiču tudi oni zavohajo, da je to res dobro. In tudi oni začnejo težiti k temu, da je bilo tako, kot pač za stare. No, evo, lej, smučati po tem pršiču. Jaz ful ljudi poznam, ki jih tako malo, pa da še to probi, pa to, ja se bi, ampak so navajeni samo steptanje smučiš, ne cevca in to jih je pa malo strah. Pa jaz tudi nisem nekaj, jaz
v bistvu sem skozi mislil, da ne znam po pršiču smučati, dokler nisem prišel na Senjo. Ti si pa pršič z velikim P, ne? To je res. Tukaj visok, pa powder, tak, da po takem znam, po takem pršiču smučati. Ne, ta težko pršiču. Ta težko pršiču, tazga tečaja pa ni v bistvu. Da bi... Težko je, ker je razmere bi moral ujeti, težko ga razpisati. Ne moreš ga kar izdati. Zdaj bi mogel biti v petek, zdaj pa v soboto. V soboto sicer še padlo, pa ljudi dobiti zdaj v snežni mislim, vse to bi lahko naredil na takem kontroliranem okolju, kar ni prenevaren pola, oziroma kaj varno, ne sme biti niti. Ampak to bi mogel zdaj reči, ok, danes bi mogel dati ven, v soboto recimo se gre, ampak doskrat je tudi tako, ok, lahko se ti poklopi, da bo lep dan, ampak recimo v soboto bojo že primerne razmere za to, da se pač gremo na neka varna pobočja, ampak zdaj, a so ljudje pripravljeni v bistvu, ne vem, zdaj pol metra pršiča, pa to, da bo še zmeraj vidljivost malo slabš, pa sneg bo padal, recimo. To je pol težko. Ker pri Slovencah je dostikrat tako, da mora biti šajba, da mora biti pršič, da mora biti flanka. To je ful merilo. Če ni tega, reklamacija, zdaj pa recimo v soboto. Je pa se mogoče na ulici dobro videli, pa mogoče bo čist flanka, ki bo tam pa če na lepa hostica. Da se bo pa pršičart, Ne, jaz tudi sam bolj tako v tem kontekstu vidim, da bi mogoče, ne vem, pa res probal, ker to še nismo, da bi pa res probal tako narediti, da za drug let, ki je recimo relativno velika baza teh, ki smučate z nami, da bi pa rekel, ok, tako ko vzeli v soboto, ok, pada sneg, napovedan je sneg, dobro, gremo na neko turo, ki zdaj je, ne bo ne lahka, ne zahtevna, ne bla bla bla, ampak ki je pač bo pršičasta, recimo. Čakaj, ki ne bo lahka? Ne, ki ne bo ne lahka, ne težka, ampak ki bo pršičasta, pa je mogoče kaj namen furat vršič. Na nekmo pač varnemu pobočju ne more zdaj ti narediti, ne vem, 1000 višincev, ko boš prišel prvič na nek izven gozda, ali pa na nek relativno strm pobočje, ki je potencialno nevaren za plazove, ampak na takmo pobočju, ki pač ne bo pa tisto pobočje, ne vem, če je to zdaj 300 višincev, tako kot smo na Seni, tam tistih, ne vem, 200-300 višincev je četirkat, če daš širok, da je pol pač za vse, da ga lepo pofuraš, je to, tako na ta način. Morda tako narediti, tako ker tlele, oni imajo ta windsurfer.si, in oni imajo wind alert, videl, morate imeti pa pršič alert. Sej tako bi, mislim, sej ideja ni, ideja ni slaba. Evo, drugi. Pa še nismo dejansko realizirali. Mislim, se ne bi poklopili. Še širila to bo. Veš kaj, doskrat je pa tudi tako, navedujejo pol metra snega, pa je pa 20. Mislim, ni čisto realno po napovedih. Ampak se mogoče način je, da to, kar greš, vsako, pol pa življenje. Čisto se je izkupiček res dober. Vse te, ki smo šli, in je bila šajba, in tudi sneg je bil, mislim, Nič ne doseže norveškega pršiča, ampak drugače razmere so bile pa vsakič letos. Težko, zelo so neki primeri. Tam je bolj suh zrak in pa tudi bolj tak, ne gost pada, kot pa pri nas, ker je mogoče malo večje vlago in je bolj gost, tam pač bolj prši. Je pa tudi zaradi vetrov mogoče tam doskrat veliko bolj nevaren, kot pri nas. Čeprav tudi pri nas je bilo, recimo zdaj te, takrat so se, koliko je bilo to enkrat zdaj sred, ne vem, ali je bilo okoli 10. februarja, približno, kaj so bile te druge padavine, ki so bile tudi, recimo, moje struke dobro pokrite, pa načitam glava, kaj so bile 3-4 plazove gor, recimo, pa tam na Kaninu je bilo, tisto soboto, kaj se je glih tako poklopilo, petek je sneg padal, ne vem, ko je bila četrta na petek, pa v bistvu bila sobota lepa in se... A veš, ko se še neki plazič tam. Pač tako so bile malo specifične razmere, se pač malo večja količina snega, pa so bile pač strma pobočja, pa veter se je v vzhodnik močno pihal in se je res na ene tokle višine, spodaj je bila taka plast, ki v bistvu ni bila sprejeta in je to drselno. No, to je pa ena od stvari, poleg tega, da mi ni treba misliti, kako bom skopal po kakšni snežni cesti, pa kam bom sploh šel, kje bojo razmere, je to, da en misel na to, kje bo varno, pa kje ne bo varno, to mi je pa itak najbolj pomembno, že ker vidim, tako sem pa tja, ker še mu se zdi, ampak
Jaz se spomnim še, ker sem s tem jadralnim padalom letel, pa smo šli, pa to je tudi bilo treba, zgodaj vstati, vse napokati, iti, pa smo šli gor, pa tam na Krvavcu, vse razprli, pa čakali 3 ure, pa ni bilo, pa je on rekel, ni, pa spokati, pa vse dol, pa so eni, pa daj. Ampak moraš kar to, ne, in tudi recimo na Seni, ko smo šli, ne vem, če se ti spomniš, ne vem, sem bila takrat v Bali, šel gospod nazaj, pa si šla ti z njim. Matjaž. Ja. Ko smo šli gor, ta zadnjo, edin dan, ki je bil malo slabše vreme, ampak ni bil vreme problem, pa meni tako zgleda, tako smo prišli pod en pukelj, pa je bila samo še taka lepa bela flanka. Pa ste rekel, grem naprej, pa ste nazaj prišel, pa ste rekel, ne gremo naprej. Mislim, tako meni kot laiku bi bilo to idealno. Ja. Ampak se je rekel, ok, ne gremo, ker ne vem, kva se lahko vtrga ali kaj. Cek smo šli nazaj spokali, kože dol, cek pa odsmučali dol. No, in to se mi zdi za tako stvar pa res pomembno. Jaz sem se opremil na ful, ker nisem adrenalin, meni je tako užitek, nisem pa da in plazal na ruzak in žalna, ki dal nese, kot normalno veselijo. Samo upam, da ne vem, ko je naš treba uporabiti, da sem vse to zastonj kupil, ker res ne bi se... Bolj, da imaš zastonj, ne bi se po kakšnem plazu valil. Ja, se to je najvišja psihološka mora v bistvu tega, ne samo vodništva, ampak v bistvu teh želja ljudi, ki hočemo to pač početi, da bo res na koncu pač to preširano. V bistvu pač ta prašenje je na koncu lahko tudi, usodeno. Mislim, se v drugih razmerah tudi v takih, ki so bili zdaj v Črn gor, ki pride do neke splošne odjuge, ki, ne vem, sneg popusti od vrha, snežna odeja, pa čist do podna, pa na nekih travnatih pobočjih, ki lahko talen plas pride, no, ampak, ne vem, zdaj v Črni gori, ki je bila situacija taka, ki je bila enka, no, ali pa še, ne, da jo ni bilo, no, pač enka izmerna. Je pač si veliko bolj miren, ka pa v teh razmerah, ne vem. Zmer, ki so prišli furali, bo vsaj trojka. Manj ne bo. Mislim, tudi lahko, no, če bo pač se pol pač stabilizirala stvar, no, pa boš ti na nekih severnih pobočjih, ki ne bo sonce posijal, pa ki ne bom deloval tudi do neke dvojke pride, tako, ki je bilo na Seni, recimo. Ta prvih 5 dni. Pa je šlo pa tudi v trojko, oziroma pa še celo 4, zato smo pa furali sam tistih 200 všincev. No, kakorkoli, to je meni ful važen. Ali pa recimo, ki se spomnim, smo šli tam s Kanjavca dol, pa ki smučaš, pa se tam nek ustaviš. Sem mislil sem tako, da gledaš, ampak pa da se usmeriš kaj in pa sem gotovo, ne, Grega stoji tako na robu pečine, če bi še tam čez vrpeljal, bi bilo lahko. Ni v redu. Ni v redu, ja. Jaz sem zadnji, sam čez eno smrekco skočil, pa sem se od strahu zasložil, ki je v tisti cevc noter. Ja, sploh pa tako, v kakšni difuzni svetlobi, sploh ne ta naš krašk svet, kam je kapkotalna, mislim, meni se tudi zgodilo, ampak sploh ne zanalaš, jaz dejansko enkrat na tečaju po Asnem talu, ko smo 4 kofa smučali dol, pa je bilo sicer gor šajbast, pa je bilo pa pač ta nizko oblačnost, 2 ure recimo, no. Bajte na Jure 900 skoraj, moment. In ko smo še pelali pač v to pričko nazaj do Bajte, je bil nek graben in taka difuzna svetloba, da se v bistvu tega grabna sploh ni. Pač meni izgleda tako kot ta miza, pač čisto ravno. Ne vidiš. In sicer smo šli relativno počas, pa lepo so bili vsi za mano, ampak mene je enkrat samo zel. Stric so bili toliko za mano, sem padel 2 metra. Pa nič ni bilo, ampak tako. Ta difuza je... Hiter je pa tudi za eno tako čisto mini poškodba, pa gre kolena, pa ti se gležena, pa tako. Hrbatu, Tako. Ne, mislim, no in to za varnost skrbi, eno je, da zase, ampak to, da pa se skupino, to se mi zdi pa... Ja, pa mogoče včasih, ko v bistvu najhujše itak je, v bistvu, če ne veš, pač nikoli ni nevaren, pa če se ne zavedaš nevarnosti, ni nevaren. Dokler ni. Ja, čeprav je, in to v bistvu včasih, ne vem, mogoče kakšna taka reakcija, tako kot ste rekel, da sem jaz mogoče bolj struka, tudi bolj v tem kontekstu, ki je točno zato, ker pač gosti ne vejo, da je nevaren, ti pa pač reagiraš na ta način, ker veš, da je nevaren, mogoče ne, tukaj je bil ta primer na Seni, pač ne zastopijo, da zakaj zdaj ne, pač zakaj ne, pač sem tam sonce, tam imaš pobočje, čisto v redu vse zgleda, ne zgleda v redu.
Tudi letos smo recimo, mi smo bili, ker smo bili v Turčiji, super stvar, vulkan 4060 metrov visok, 2 km flanka, skoraj mogoče malo pretiravan, 1,5 km pa siguren, frišen sneg, ampak obdelan malo od vetrov, naklonina je bila, mislim, smo prišli do 23-24, smo se začeli spenjati, smo naredili test in je pokazali, da ni ok in kaj češ drugo narediti kot Brn. Res ste test naredili? Ja. Dva. Test? Ja, in pol smo probali še z druge strani, malo bolj z desne, da smo prišli do 3700, pa smo pa spet obrnili. Tako da nam je zmanjkalo recimo 360 do vrha. Ampak kaj če se? Šli ste narediti ta test in dejansko ste se na ta test zanesli, na tist, ki tolčeš nekaj po snegu? Ja, tako smo na tečaju, oziroma na delavnicah. To se mi zdi tako precej neuporaben. Ne. Mislim, za to, kar se pač to, recimo te vrste snega, ki je na senji, ki je suh sneg, oziroma pol tudi obdelan, mora biti z vetrem, pač tudi pri nas se to dogaja, seveda. Je to uporabna metoda, ja. Mislim, ker največkrat se zgodi v bistvu v takih razmerah plazovi, pač plaz suhega sprednjega snega, ki se reče kluža. Pač to se naredi v bistvu z vetrem obdelana zadeva, ki se pol v bistvu ne sprime, pač tale plaz s to plastjo. Ta test narediš nek? Ti narediš 10 metrov drugje, lahko pa že čist drugače. To ja, ampak veš, ti imaš v bistvu tako, ker zdaj stene za tabo, je to neko pobočje, ki ga ocenijo, da je potencialno nevaren glede na pač količino padavin, ki je padla, glede na tudi izpostavljenost pač neba, je zato sever, jug, vzhod, zahod, glede na vetrove, ki so pihali, pa sicer to moraš pač spremljati prej, ob napovedi. In glede na naklonino pobočja. Ne vem, če smo večjo količino mnogo zapadli snega, če je pobočje nad 25 stopinj, če še malo pihali, mogoče pač obrnenost sever, lahko je tudi jug, nima veze, sever sploh, ki je neobdelan del cajta, pač strani v bistvu temperatur. Imaš te zastavice, 3 zastavice že, ki pomenijo, da pač moraš nekaj narediti, če hočeš v bistvu ostati živo. In pač ne ostane druga, da narediš test in pol pokaže, kar pokaže. Če pač poč relativno zelo hit, pol je treba obrniti. Jaz sem mislil, da je to bolj neka teoretska stvar, ki to mora iti skozi, ampak da to noben živ Bog ne dela. Ja, in mi smo dobri, delajo. Ja, ne, moraš, mislim. Moraš, ker to ti je nekako na tvojo, ti tak, ne vem, jaz sem tako, tam se recimo, sem se slab počutila, se nekaj meni tole res smrdi, a veš, tako prva zastavica, recimo, pri sebi, da vidiš točno to, ki je prej Grega govoril, ok, zdaj to mu obrnem, to, ki je novega, šit, spodaj se že nekaj, ni dober, pod nogam čutiš nekaj malo tako, pa narediš test, pač, da ti da ono potrditev, mislim, si ne sam meni smrdil, tudi njemu, mislim, pa Jure to reči. Ja, nam trime je tako, to ni dober, nekaj tako, ja. Tako da to siguren delamo. V redu. Ja. Tudi z gosti pa to, mislim, če ti pač kaj peleš, ali pa dobro, tudi če jaz kakšnega pohodno karkoli, Mislim, letos smo ga, sami smo ga naredili dvakrat, recimo, pač tako privat. Ampak to za privat. To zato, ker ste mislili, za privat, ja. Za privat, pa recimo na tako kontekstu komerciale, pa še enkrat na tečaju, zdaj to glih takrat, ki je na Vršiču tako pokalno. Pač na ta zgornjem pobočju te načitam glava, ki je spet pač je bila nova količina snega, 30-40 cm, vetrovi so pihali sever-vzhodnik, pač pobočje, ki je velik, naklonina 25 plus stopinj. Pa res po 8 udarcih oziroma ne, pri 4 udarcih se je napoka pojavila, po 8 udarcih je pa zdrsela. To je pa do 13, recimo rdeča cona, do 13 udarcev. Če več kot 13 jih rabiš, da zdrsi potle? Ne, pol je pa oranžna, pol je pač oranžna, pa prva zelena, recimo, nisem laik, se tudi, na koncu tudi ti lahko zafrkneš, če si malo preveč pogumen pol, ampak pač načeloma na test ne smeš biti več, je pol pa 31 udarcev šele, tista zelena cona, ki je varna. Da zihar drži.
To sem jaz se pozabil, to se zanašam, da boš ti povedal. Pa ga Boste naredim. imeli še enkrat, boste šli čez. Ja, sej vem. Ne, je pa tako pač. Takrat smo naredili, po ceglu smo naredili. Ja. Kaj? Po ceglu smo takrat naredili. Kaj po ceglu? Po ceglu hribov. Se vem, da. Vem, da smo naredili. Mogoče boš letos to čisto drugače doživljal, a veš. Zakaj? Zdaj že točno veš, pa malo več imaš izkušenj za sabo, pa malo več turnih smukov, pa tako, in pol. Evo, zdaj bo dal Grega v nalogo. Zato pa jaz se zanesem, da to Grega pove, gremo ali ne gremo. Zato pa ne želimo, da ga preveč pade, da ga zdaj pade po... Pa da ne da da se malo leži. Bo kar bo na koncu, se pač prilagaja stvari razmeroma, da se...